Ko vstopamo v Slovenski etnografski muzej, se že na vratih srečamo s prav posebnim simbolom – šestlistno rozeto. Ljudje so že od nekdaj verjeli v varovalno moč rozete in so jo vrisovali kot zaščitno znamenje na vrata, zibelke, skrinje in drugo pohištvo. Mali mojster iz Slovenskega etnografskega muzeja ima željo, da bi imel rozeto tudi v svoji delavnici. Kaj pa, če bi bila rozeta mozaik? Vredno je poizkusiti. Mali mojster je obiskal mozaičarja in umetnika Aljaža v njegovi delavnici v Ljubljani. Aljaž je res pravi mojster. Mozaičarstva se je naučil v Spilimbergu v Italiji, kjer je diplomiral na šoli mozaika in mozaične umetnosti. Aljaž je že pri delu. Izbira in seka koščke, ki jih potrebuje za izdelavo mozaika. To delo zahteva ogromno časa in potrpljenja. Za mozaik pravimo, da je umetnost tisočerih koščkov. Celotna površina mozaika je prekrita z majhnimi koščki, ki se, sestavljeni skupaj, tesno prilegajo drug drugemu. Koščki so lahko kamen, marmor, steklo in drugi materiali. Ko so ti deli skrbno nameščeni glede na barvo in velikost, lahko ustvarijo osupljive geometrijske oblike ali celo slike. Aljaž pri izdelavi svojih mozaikov uporablja tudi školjke in celo plastiko. Na svojih sprehodih ima pri sebi vedno vrečko, da nabira in išče materiale za svoje ustvarjanje. V Sloveniji poznamo mozaike že iz rimskih časov. Danes pa pod Aljaževimi spretnimi prsti nastaja rozeta, ki ima za malega mojstra prav poseben pomen. Rozeta velja tudi za znamenje, ki varuje otroke. Varuje pred boleznimi in nesrečami. Naj vse, kar je slabo, odide stran od nas. Zdaj, ko je Aljaž izdelal mozaik, ga bo mali mojster postavil na vidno mesto v svoji delavnici. Tako bodo vsi obiskovalci muzeja in njegove delavnice varni.